Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav še z koprske Bonifike, kjer zaključujemo program, kar se sobote tiče v 23. krogu prve lige Telemach. Torej, Koper Nafta, še zadnji današnji obračun, potem ko sta dve tekmi že končani, Primorje Domžale 0:1 in Radomlje Maribor 0:4. Torej, dve zmagi gostov. Ne, tako zelo številčna publika, iskreno povedano, danes v Kopru, pa si seveda želi, da bi bil rezultat, kar se tiče današnjega, recimo, ritma drugačen, kajti Koper je na dvoboju proti Nafti seveda favorit. Koper nujno pravzaprav potrebuje nove točke v želji, da se še priključi spet boju povsem za vrh prvenstvene lestvice. Zadnji dve tekmi, 2-0 in ja, malce je padla forma Koprčanov. Lovrič je imel krasno priložnost na prejšnji tekmi Kopra v prvenstvu proti Bravu pri rezultatu 1:1. To, da njegov strel je Matija Orbanič ubranil. Nafta torej zdaj spet pod pritiskom, bomo rekli, Domžalčanov na dnu lestvice, Primorju, in pa zmaga tudi zelo pomembna za Maribor v Domžalah pri Radomljah. Zdaj razlika na vrhu lestvice, seveda samo 3 točke med Olimpijo in Mariborom, ampak Olimpija mora seveda še odigrati kar 2 zaostali tekmi, oziroma najprej tole tekmo 23. kroga, jutri derbi v Ljubljani, oziroma mislim, da lahko mirno rečem neprimerna. Tudi ostala igrišča brez prekrška Mjailovića, tu je Lovrič. Jurič ima zdaj nekaj prostora, poizkus Juriča mimo vrat. Ali je tule celo spet Mauricio ustavil Juriča, povsem drugače pa seveda velja za Koprčane. Tomek, Curcio, El Mansuri, Domžoni. Domžoni zdaj pred vrata, pa do žoge Tomek. Mimo gola Fran Tomek. Absolutno je dodal kar nekaj živahnosti, predvsem pa konkretnosti v ekipo Kopra. Ampak spet nobene ideje v koprski igri. In potem napaka Domžonija. Tomek zdaj borbeno, prišel je do žoge El Mansuri. El Mansuri, brani Mauricio! Ko je padel Lesjak, El Mansuri preigrava. El Mansuri proti Juriču, Jurič na Matondoja, Matondo preigrava, Jurič! 86. minuta! Ja, to je ta kvaliteta, ki jo ima Tomi Jurič. Iz ničesar so zdaj Koprčani vendarle zadeli. Nogometaši Nafte pa so obkolili Obrenovića. Mislim, da je tule Lesjak igral žogo, Domžoni pa ga je potem udaril po tetivi. Tu bi bilo seveda zdaj za Koper ključno ali pa dovoljeno, ne, če bi seveda Domžoni zadev kaj žoge, pa saj tile posnetki kažejo, da je udaril nogo Lesjaka in gol ne velja. Curcio pred vrata proti Ivkiću. Oda lovi Mauricio. Žan, trda tekma, veliko borbe, veliko tudi na koncu koncev dela za vas, na koncu pa domov odnašate točko, ki se zdi pomembna, velika. Kako ste vi videli dvoboj? Ja, mislim, hvala za čestitke. Za nami je ena težka tekma, veliko priložnosti strani Kopra, z naše strani imamo manj. Lahko smo zadovoljni s to točko, mislim, da je to dobra popotnica za naprej, za nadaljevanje za ligo. Tista situacija iz prvega polčasa, ko ste žogo reševali že res z golove črte, pravzaprav nekaj trenutkov nihče ni vedel, je žoga za golovo črto, ne? Kaj ste vi takrat razmišljali? Ste nekako vedeli, da ste bili pravočasni? Iskreno, da vam povem, niti jaz nisem vedel, v enem momentu je res hitro bilo. Upal sem, da je res žoga za črto, da ni bila noter v golu, ampak ja, no, na koncu smo dobro izvlekli to situacijo, ampak ja, no, hvala. Glede na to, da res vemo, da težko osvajate točke na gostovanjih, nekako Koper je bil favorit,
verjetno tudi neka rezultatska končna potrditev, da ste na pravi poti, da se lahko kosate tudi z ekipami, ki vemo, da se borijo za vrh lestvice. Ja, mislim, v drugo polsezono smo res dobro šli, dobro smo začeli, 6 točk v kolikih, v 4-5 tekmah. Lahko smo zadovoljni, tako da res vse pohvale fantom. Najlepša hvala, srečno. Srečno. Božik, another point in the back, tough match, not a lot of chances, not too pretty to watch, to be honest, but still, your goal today was not to lose in Koper. That's what you achieved, so probably a good point to take home back to Lendava. Yes, every point is important for us, especially like games what we had today in Koper. They had a very good quality team. In the last 15 minutes they put big pressure on us, but I'm really satisfied with the team, this character, what they showed in this 100 minutes, because extra time was almost 10. It was perfect, so I would like to really congratulate them, and we keep going. We know that Koper can be much more fluent than it was today. They can create even much more chances than they did today. For like 80 minutes, it really seems that you neutralize the game, neutralize their attack. You stand firm on the ground, good collective defending. That's probably what brought you this point today. Yeah, and I would like to appreciate it to the owner, the sports director, that we can come for 2 days, because it was the key. That we can travel yesterday. We have a lot of rest time to prepare on the game. We had more energy because in the last time the game was similar, but after the 60th minute we lost our energy, and then we conceded 3 goals. Maybe it was the key for this 1 point today. And yes, you are right. We came here for bringing home 1 point. We were very good at the back. We closed the spaces. We know what's the strengths of Koper, and today we can neutralize it. I cannot tell you anything else. I'm really happy with this 1 point. I'm really proud how the players played today, the mentality, the character, what they showed, everything what we talked about in the last half of the year, this improvement. I think it's on the pitch, and we lost only 1 game against Ljubljana. So if we continue like this, I'm sure we will reach our goal. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Oliver Bogatinov, ni skrivnost, cilj Kopra pred tole tekmo so bile 3 točke, zdaj je na računu 1. Vaša ocena, kje je danes torej Koper, mislim, da lahko nekako rečeva, izgubil te 2 točki? Pa mislim 2 vrhunski obrambi Mauriciusa, mislim, da sta tudi bistveno vplivali na to, da so Lendavčani danes odhajajo iz Bonifike, ne da bi prejeli zadetka. Tako da izredno razpoložen vratar. Mi pa ja, nujno je potrebna tu na Bonifiki zmaga, ne glede kdo je nasprotnik. Poznalo se nam je v prvem polčasu, da smo imeli težko gostovanje v par dni nazaj v Murski Soboti, v pokalni tekmi. Ampak drugi polčas smo dvigovali ritem, prihajali do priložnosti, Tomek, zadeli tudi, pa kasneje razveljavljen gol. Tako da drugi polčas, z točko nismo zadovoljni, bolj pa smo lahko zadovoljni za predstavo, ki smo jo prikazali, predvsem po takem težkem gostovanju in kako smo dvigovali skozi tekmo ritem in tempo in si ustvarjali priložnosti. Kaj pa, kar se tiče mogoče prvega dela, nekaj ste obrnili, omenjali ste tisto tekmo v Murski Soboti, predvsem v prvem polčasu, omenili ste, drugi je bil boljši, ampak v prvem polčasu se je zdelo vse res precej počasi, tudi nekako Nafta se je čedalje bolj udobno počutila na igrišču. Tu bi se verjetno dalo narediti kaj več. Zagotovo je prvi faktor počasno igrišče, ki je bil evidenten v prvem polčasu. Potem, ko je sonce zašlo, padla mala rosca, je žoga hitrejša in je težje potem braneči ekipi. Tako da ja, igrišče je šlo v prvem polčasu zelo na roko gostom in zato tudi ta počasna igra, počasna žoga, ki je
v naših odseh in fanti so predvsem na to že na ogrevanju opozarjali, ampak ja, je kar je zdaj. Hitro bo tu nova tekma, vemo, čaka vas tale obračun predstavljen v Ajdovščini. V čem bo moral biti Koper drugačen, boljši, da boste z tega gostovanja prinesli 3 točke? Zadevati je potrebno, saj nogomet se igra za gole in ponavljam, mislim, da danes igralec tekme je vratar Mauricius, gostujoči vratar. Iz eni dve obrambi, ko smo že vsi mi videli žogo v mreži ali pa iza črto, je on nekako našel način, da to prepreči. Tako da goli so tisti in upam, da bomo kakšnega razpoloženega fanta v sredo našli na igrišču ravno po tem vprašanju. Najlepša hvala, srečno. Hvala ti vam. Metod, na izjavo smo vas povabili, ker ste najbolj spočiti po tem drugem polčasu, če se malce pošalim. Kar želim povedati je tekma, na kateri je Koper absolutno bil tista ekipa, ki je iskal ta gol za zmago. Ni ga našel, na drugi strani razpoložen vratar. Kakšna je vaša ocena, kje je morda danes zmanjkalo za zmago Kopra? Strinjam se, da smo imeli tekmo nekako pod kontrolo. Mislim, da se je čez celotno tekmo videla naša dominacija. Je pa res, da smo naleteli na zelo dobro postavljeno Nafto, ki je dan svoje obrambne naloge res dobro delala. Imeli smo tudi svoje priložnosti, s kateri bila zabil, ampak žal nam danes ni šla v gol. Nekako se zdi, da Koper zdaj zbira malce premalo točk, če tako rečejo, glede na to, da ste jesen končali povsem pri vrhu lestvice. Jasno vprašanje, ki se samo po sebi ponuja, kako to zdaj spremeniti, čeprav verjetno bi bilo bolje, da bi zdaj stal tu na drugi strani kakšen napadalec, kaj ne? Ja, to je zelo težko vprašanje. Strinjam se, da bi nekako bolj mirno spali, če bi v tekmih do sedaj izbrali nekaj več pik, ampak zdaj smo tu, kjer smo in moramo ta voz obrniti v pravo smer. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam.